Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki in spoštovani vabljeni, pričenjam 29. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Upravičili so se državni svetnik Igor Antaver, Uroš Brežan, Alojz Glavač, Bojana Potočan, magister Stojan Binder, Miloš Pohole, magister Marija Lah, Boris Popovič, Peter Vrisk, Rajko Fajt, dr. Zoran Božič. Na sejo so bili vabljeni magistra Mateja Vraničar-Erman, ministrica za finance, Jani Möderndorfer, poslanec državnega zbora, ter Milojka Kolar-Celarc, ministrica za zdravje. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 29.5.2017 ste prejeli naslednji dnevni red. Prvič, predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017-2018. Drugič, predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe alkohola. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red naslednji, kot sem ga tudi že prebral. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017-2018. Najprej seveda lep pozdrav predstavnikom Ministrstva za finance, državni sekretarki magistri Saši Jazbec, lep pozdrav, Nejcu Brezovarju, državnemu sekretarju Ministrstva za javno upravo, ter Andreji Čokert, sekretarju prav tako iz ministrstva. Torej, Državni zbor je zakon sprejel na 30. redni seji 24.5.2017 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, ste tudi prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakon o njem ponovno odloča, ste prejeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite, besedo ima vodja interesne skupine lokalnih interesov, gospod Miljan Ozimič. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani. Dovolite, da na kratko obrazložim zahtevo za predlagani odložilni veto. Čeprav so v zahtevi vsa bistvena stvari in argumenti zapisane, pa ne prvič, lahko bi se nam očitalo, da je to neke vrste plagiat, ker se že zdaj to je parkrat ponovilo, pravzaprav v velikem delu teksta, pravzaprav v opisu enakih problemov, ki se ob vsakokratnem sprejemanju ali spreminjanju tega ključnega dokumenta za poslovanje finančno države kar ponavljajo. Državni svet je že v okviru zakonodajnega postopka sprejemanja zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 problematiziral nerealen dvig povprečnine in se strinjal z zahtevo Združenj občin po pravičnejši oziroma bolj korektni določitvi povprečnine, ker zakonodajalec ni upošteval teh opozoril. Državni svet zahteva oziroma predlagamo, da Državni svet to izglasuje, da o tem zakonu, spremembi zakona o izvrševanju proračunov Državni zbor ponovno odloča. Tako Komisija za lokalno samoupravo kot interesna skupina lokalnih interesov
kot tudi matična komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in tudi Državni svet kot celota so k tem spremembam zakona dale negativno mnenje. So opozorili, ki so zdaj tudi v razlogu tega predloga veta navedeni, pa se seveda kot v dosedanji praksi ni pravzaprav kaj dosti spremenilo oziroma kot se izkazuje, naj bi bil problem rešen z 3,5 evri dviga povprečnine, pa še to je tisti dvig, ki je bil že ob samem sprejemanju problematiziran, da ni zajet v tem prvotnem zakonu, zaradi tega, ker takrat, ko je bil zakon sprejet, ni bil v tem delu usklajen z socialnimi partnerji oziroma z sindikati. Sindikati so se kasneje izpogajali za povečanje plač in to je pač tisto, kar naj bi pokrilo na občinski ravni to razliko za tiste javne uslužbence, ki jim pač pripada. Ampak tudi tukaj občine ugotavljajo, da to nekaterim pokriva, predvsem manjšim občinam, ki imajo malo število javnih uslužbencev, tako v upravi kot v javnih zavodih, da pa pri večjih občinah to niti približno ne pokriva tega stroška. Nadalje, zdaj seveda z tem vetom predlaganim tudi ne gojimo ne vem kakšnih upov, da se bo to spremenilo, ampak kljub temu je potrebno nenehno in opozarjati na to, da je financiranje občin neurejeno in nestabilno. Saj sistemskega zakona o izvrševanju o financiranju občin, saj se sistemskega zakona o financiranju občin v tem trenutku ne spoštuje, ne samo v tem trenutku, že celo obdobje pravzaprav od z sprejemom ZUJF-a naprej in se vanj posega z vsakoletnimi spremembami zakonov o izvrševanju proračunov. To so pač posegi, ki na lokalni ravni ustvarjajo to nestabilnost, nesistemskost in ki seveda iz leta v leto povzročajo večjo odvisnost občin od države, ker avtonomija je pač toliko, kot je finančna, ne? Brez finančne avtonomije tudi vseh drugih stvari, ki so sicer avtonomne, ne moreš izvrševati avtonomno, ker za to pač ni pogojev. To stanje, v katerem morajo občine stalno prilagajati svoje dejavnosti zmanjšanemu obsegu pričakovanih sredstev, jim seveda otežuje avtonomno gospodarno ravnanje, posebno pri načrtovanju investicij. Ponovno je potrebno tudi poudariti pomembnost uveljavljanja takega sistema financiranja, ki bo zagotavljal zadostno obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in končal dosedanjo prakso, ko so občine primorane za izvajanje predpisanih zakonskih nalog trošiti sredstva za prepotrebne investicije, torej namenska sredstva za prepotrebne investicije. Problem je še toliko večji, ker občine v aktualni finančni perspektivi praktično nimajo dostopa do evropskih sredstev oziroma so možnosti zelo omejene zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnega deleža sofinanciranja projektov. Iz navedenih razlogov je zato treba sprejeti strategijo razvoja lokalne samouprave, ki bo imela podporo lokalnih skupnosti in dolgoročnejšo vizijo njihovega razvoja.
V zvezi ugotovitvami vlade o zadostnih sredstvih, s katerimi naj bi razpolagale občine glede na prihranke, ki jih izkazujejo ob koncu leta, to je pa tudi vedno izpostavljeno kot nek argument, ki praktično ne more in je biti kot resni argument ali pa tisti, ki bi za tako ravnanje dajal neko argumentirano osnovo. Torej, glede na prihranke, ki jih izkazujejo občine ob koncu leta, državni svetniki ponovno poudarjamo, da je težnja po varčevanju in prihrankih sredstev konec leta za izvajanje nalog v tekočem obdobju, glede na logiko porabe proračunskih sredstev primerna in razumna in edino odgovorno ravnanje na občinski ravni. Ne pa, da je to stanje neka podlaga, da občine ne potrebujejo sredstev. Občine se ne borijo za sredstva, ki bi jih imela za, rečemo temu, neko razkošno razsipavanje, ampak se predvsem borijo za investicijska sredstva in se predvsem borijo za tista sredstva, ki omogočajo razvoj občin, ne pa stagniranje dolgoročno gledano. In če se bo ta praksa še naprej nadaljevala, potem bodo občine namesto da bi držale razvojni korak, pa ne zdaj po, rečemo temu, po nekih sodobnih objektih, pa nekem razkošju, ampak da bodo lahko držale korak v nivoja storitev, ki ga imajo, ki ga morajo držati glede na, rečemo temu, neke evropske zaveze, ker pač v tem prostoru skupno živimo, nivoja storitev, ki jim morajo nuditi svojim občanom na njihovem območju. Tukaj mislim tako tiste storitve na komunalnem področju, ker je tudi nenehno potrebna stvari razvijati in mislim tudi na tistem drugem področju, ko rečemo infrastrukturi na področju družbenih dejavnosti, od spoštovanja normativov in standardov na področju šolstva in otroškega varstva, pa še na kakšnih drugih področjih bi lahko našteval, pa da ne bi širil tega problema. Tukaj za ta sredstva se občine borijo, v tem delu je financiranje neprimerno, da pa to lahko, da pa lahko financirajo že naloge, ki jih zakonsko morajo iz teh namenskih sredstev jih trošiti za tiste naloge, ki so obvezne in tukaj je nujni zaostanek v razvoju. Tega razumevanja nekako v tem nenehnem ponavljanju, tako z ravni samih občin pa njihovih združenj, pa tudi našega nenehnega ponavljanja v državnem svetu, predvsem predstavnikom interesne skupine, lokalnih interesov, tega na drugi strani nekako ni slišati, še manj pa videti, ni videti, da bi to upoštevali in razumeli, še manj pa, da bi bilo tudi v ravnanju in v tem nekem partnerskem dogovarjanju, kako ta problem rešiti, ni zaznati. In tu je problem. In ta predlog veta, saj si ne obetamo, da bo prinesel spremembo. Verjetno je ne bo, ampak mogoče bo pa le prispeval k temu, da bo tudi to razumevanje enkrat prišlo do te meje, da bo nekdo tisti, ki ima škarje in platno v rokah, lahko rekel, tu pa moramo nekaj narediti. Seveda pričakujemo, da bo ta veto tudi v državnem svetu sprejet. Hvala. Hvala lepa. Vodji interesne skupine lokalnih interesov gospodu Milanu Ozimiču. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona. Izvolite, besedo ima državna sekretarka magistra Saša Jazbec. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni. Spoštovani vlada, kaj dosti novega danes sicer ne bo povedala, ampak vseeno dovolite, da
Še mi predstavimo enkrat svojo plat medalje. Torej, iz obrazložitve predloga odložilnega veta, ki ste ga vložili na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov za leti 17 in 18 izhaja, da se Državni svet ne strinja s predlaganim dvigom povprečnine za leto 17, saj meni, da ta ne pokriva v celoti stroškov dela javnih uslužbencev, ki nastanejo zaradi dogovora vlade s socialnimi partnerji. Očita se, da predlagani dvig povprečnine ne upošteva raznolikosti občin in s tem njihovih različnih finančnih potreb. Državni svet meni, da bi bilo treba povišanje nevtralizirati z novim modelom razdelitve, ki bi ga na podlagi izračunov moralo pripraviti pristojno ministrstvo. Očita se tudi, da je financiranje občin neurejeno, nestabilno, da se sistemskega zakona o financiranju občin v tem delu ne spoštuje in se vam posega z vsakoletnimi spremembami ZIPRS. Državni svet ocenjuje, da imajo občine okrog 300 evrov nižjo povprečnino, kot bi jo morale imeti, kar znese 600 milijonov evrov na letni ravni oziroma v povprečju 3 milijone evrov na vsako občino. Uvodoma pojasnjujem, da je vsakoletna obveznost določitve povprečnine v letnem zakonu določena s 4. odstavkom 12. člena zakona o financiranju občin, v katerem je določeno, da povprečnino določi Državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Razlog za navezavo med dvema zakonoma je v tem, da gre pri določitvi povprečnine za živo materijo, ki se mora letno prilagajati vsem okoliščinam. V povezavi z določitvijo povprečnine ponovno pojasnjujem, da je Republika Slovenija ustavno zavezana k izvajanju fiskalnega pravila in tudi, da je treba omejevanje izdatkov porazdeliti med vse institucionalne enote sektorja države. Povedano drugače, je treba pri določitvi povprečnine upoštevati tudi delež, ki ga morajo občine prispevati k konsolidaciji javnih financ. Navedeno izhaja iz več odločb Ustavnega sodišča, v katerih to navaja, da je ključni cilj državnega proračuna kot instrumenta vlade pri izvajanju makroekonomske politike dosegati fiskalno stabilnost ter trajen in stabilen narodno-gospodarski razvoj, ki je v interesu države kot celote, in tudi, da morajo biti temu cilju prilagojene ekonomske in fiskalne politike občin. V povezavi z izvajanjem fiskalnega pravila naj dodam, da sta Evropska komisija v oceni programa stabilnosti in fiskalni svet Sloveniji priporočila, da mora v letih 17 in 18 svoje cilje usmeriti v to, da bo izvedla fiskalno politiko v skladu z zahtevami preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, kar pomeni dodaten fiskalni napor. Res je, da izračunana povprečnina po ZFO že od leta 2012 vsako leto presega z dogovorom oziroma z letnim zakonom določeno povprečnino, se pa ta razkorak tako v letu 2016 kot tudi v 2017 zmanjšuje. Sprememba višine povprečnine za leto 2017, ki jo določa predlagani zakon, izhaja zgolj iz dodatnih obveznosti iz naslova stroškov dela. To pomeni, da je že v osnovni povprečnini 530 evrov upoštevano povišanje sredstev za stroške dela v primerjavi z letos 2016, povišanje povprečnine v višini dodatnih 3,5 evrov pa je zgolj izračun povprečnih stroškov, ki izhajajo iz vsebine decembrskega dogovora med socialnimi partnerji, in način financiranja občin, kot je določen ZFO, omogoča zgolj upoštevanje povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, ki se ugotovijo z upoštevanjem podatkov o tekočih odhodkih in tekočih transferjih za te naloge. V tem trenutku pravne podlage, ki bi omogočala drugačen način financiranja nalog občin, v veljavnih predpisih ni. V povezavi s predlogom, da bi bilo treba povišanje povprečnine nevtralizirati z novim modelom razdelitve, je treba temeljito razmisliti, saj noben model ne bo zagotavljal, da bi vsaka posamezna občina prejela natančno tak obseg za posamezen namen, kot izhaja iz posamezne dejanske obveznosti. Takšen način financiranja bi bilo mogoče določiti le na način, da bi občine izstavljale fakture na podlagi nastalih obveznosti. V tem primeru pa si ne predstavljam administrativnih ovir, ki bi jih imela tako država kot občine. V povezavi z obsegom povišanja povprečnine pojasnjujem, da je skupna ocena mase sredstev za stroške dela na podlagi decembrskega dogovora za 1,3% višja glede na preteklo leto.
Ocena za odpravo anomalij temelji zgolj na predhodnem predvidevanju, saj je končna realizacija odvisna od tega, katera delovna mesta in s kakšno vrednostjo bojo dejansko udeležena pri odpravi anomalij. Ta pogajanja pa še potekajo. Pri izračunu predlagane povprečnine smo upoštevali oceno povišanih stroškov dela na lokalni ravni za leto 2017 na podlagi višine sredstev, ki jih občinski proračuni namenijo tako za neposrednim uporabnikom, kot tudi skozi transfere ali plačila cen storitev posrednim uporabnikom proračuna. Tako je upoštevano povišanje pri stroških dela v občinskih upravah ter pri delu transfera v tekočih transferih javnim skladom, javnim zavodom in javnim agencijam, v doplačilih oskrbnin za domove za starejše ter v plačilu razlike med ceno programih v vrtcih in plačili staršev. Ob upoštevanju slednjega je bilo ocenjeno, da bo dogovor s socialnimi partnerji povzročil višje odhodke občinskim proračunom za približno 6 milijonov evrov, kar je več od ocen, ki temeljijo na podatkih posameznih proračunskih uporabnikov, kar bi pomenilo povišanje povprečnine za 3 evre za leto 2017. Ne glede na navedeno, je vlada zaradi raznovrstnosti občin določila povišanje povprečnine za 3,5 evra. Za zaključek naj še enkrat povem, da imamo vzdržen model financiranja občin, po katerem se izračunava povprečnina za občine, da pa ustavna fiskalna zaveza deluje enako za državni proračun, kot za vse ostale proračune institucionalnih enot, med katere sodijo tudi občine. Ustavno sodišče, ki ima vlogo aktivnega tvorca vsebine finančne avtonomije lokalne samoupravi, se je že večkrat postavilo med tema dvema interpretacijama, kaj je bolje, ali tista 100% popolna finančna avtonomija ali pa popoln nadzor na drugi strani države, se je postavilo bliže temu širšemu javnofinančnemu interesu države, v razmerju do občin na račun omejitve njihove finančne avtonomije, saj je dolžnost države skrbeti za širšo gospodarsko in finančno stabilnost države, kar zahteva širok javni interes, ki ima prednost pred ožjimi lokalnimi interesi. Zato priznava odločilno vlogo vladi kot predlagatelju in državnemu zboru kot zakonodajalcu, da v primeru nedoseženega soglasja združenih glede finančnih vprašanj, na primer višine povprečnine, enostransko posežeta v sistem financiranja lokalne samouprave z vsakoletnimi zakoni namenjeni izvrševanju državnega proračuna. Spoštovani svetniki in svetnica, rada bi vas opozorila, da bodo v primeru danes izglasovanega veta in ob tem, da bi v ponovnem glasovanju ne prišlo do potrditve ZIPRS, najkrajšo potegnile prav občine, saj bodo prikrajšane za 7,2 milijona evrov, upokojenci pa bodo na drugi strani prejeli tudi nižji obseg letnega dodatka. Zato vam predlagam, da predloga vloženega veta ne podprete. Hvala lepa. Hvala lepa državni sekretarki magistri Saši Jazbec. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Izvolite, besedo ima podpredsednik komisije, gospod Alojz Kovšca. Spoštovana kolegica in kolegi, Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 30. izredni seji na današnji dan obravnavala predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga je vložila interesna skupina lokalnih interesov. Komisija je predlog veta podprla. Hvala. Hvala lepa podpredsedniku komisije gospodu Alojzu Kovšci. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, odpiram razpravo, ali želijo besedo državna svetnica in svetniki. Izvolite, besedo ima državni svetnik, gospod Bojan Kontič. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva. Verjetno ne bom povedal nič novega, če povem, da sem ves ta čas, odkar v Združenju občin, tako mestnih kot Skupnosti občin Slovenije, aktivno sodelujem, zagovarjal dialog s predstavniki vlade, z ministrstvom, na katerem bi poskušali vedno znova poiskati najbolj ugodno rešitev, tako za občine kot za državni proračun. In tudi vedno sem vas pravzaprav nagovarjal k temu, da poskušamo
v končni fazi tudi z vetom pri sprejemanju zakona o izvrševanju proračuna prispevati k temu, da se v državnem zboru opravi tehtna razprava, ki po drugi strani tudi lahko omogoči še določene popravke oziroma spremembe. Zdaj, nekaj tega se je v preteklosti dogajalo in to se mi zdi, da je tudi edino takšno orožje Državnega sveta, ki ga lahko v teh postopkih uporabi. Vendar to govorim v primeru sprejemanja proračuna državnega in zakona o izvrševanju proračunov. Ta sprememba, ki je zdaj predlagana s tem ZIPRS-om, pa pravzaprav sledi obljubi, ki jo je ministrica takrat napovedala, da se bomo, če bo prišlo do sporazuma s socialnimi partnerji, ponovno dobili in ocenili višino teh stroškov in na podlagi tega tudi zvišali povprečnino za leto 2017 in posledično za leto 2018. Ta dogovor je ministrica držala, seveda pa občine s temi sredstvi nismo zadovoljne, ker je pač tega denarja premalo in lepo je bilo povedano, da je zelo težko tudi narediti financiranje na tak način, da bi vse občine dobile natančno toliko, kot rabijo. To vemo, da ne gre. Vemo pa, da zdaj to gradimo na neki virtualni občini, na enem povprečju, kjer seveda pomeni, da bodo nekateri imeli dovolj sredstev, tiste manjše občine, kot je že bilo povedano, za pokrivanje stroškov plač, kar je posledica dogovora med socialnimi partnerji. Večje občine pa v vsakem primeru s temi 3,5 € ne shodijo in je stroškov več, kot je pa tega dodatka. Vendar kljub temu se mi zdi, da bi bilo potrebno v tem primeru, ko je bil zakon o izvrševanju proračuna kot dodatek sprejet, resno razmisliti, kaj pravzaprav želimo. Zdaj, ne gre drugače, kot da se strinjam s predstavnico ministrstva, da v primeru, da ta ZIPRS ne dobi podpore oziroma da izglasujemo veto in da v državnem zboru ne dobi podpore, gre pravzaprav za potezo, za katero nam verjetno v občinah ne bojo prav posebej hvaležni. Ker kakorkoli, vemo, da to ni dovolj, ampak vseeno, to je 3,5 € s poravnavo oziroma s poračunom s 1.1.2017 in to nek denar za občine je. A smo zdaj mi tisti, ki rečemo, kljub temu nas ne zanima, ker ni tako, kot mi želimo, in izglasujemo veto, ali pa razmišljamo nekoliko širše, pri tem, da opozorimo, da ta sredstva ne zadostujejo in da se bo potrebno še resno pogovarjati tudi o sredstvih za leto 2018, da pa hkrati ne zavrnemo tega, kar je pravzaprav položeno na mizo. In potrebno je gledati v enem širšem kontekstu, to je, da ZIPRS ne ureja samo povprečnine, ampak da ureja tudi dodatek za upokojence. In sam osebno, čeprav vedno znova trdim, da sredstev za občine ni dovolj in da formula pač ne prinese tistega, kar si želimo, predvsem pa je premajhna povprečnina in prenizko izračunana primerna poraba, da tega veta, predloga veta ne podprem, kakorkoli se to čudno sliši. Nisem zadovoljen s to višino sredstev, vendar na vse zadnje neke občine iz tega proračuna dobijo. Nekaj milijonov evrov je in jaz mislim, da predvsem tiste manjše občine bodo s tem lažje preživele to proračunsko leto. Se pravi, po drugi strani z vetom počnemo uslugo Ministrstvu za finance, ker bodo rekli, da so naredili vse, kar so lahko in kolikor so lahko, vendar žal ni šlo. Ker so bili svetniki proti, je bil izglasovan veto in če to pade še v državnem zboru, smo mi tisti, ki smo pravzaprav to zrušili. Zato predlagam, da kljub temu, da s tem nismo zadovoljni, resno razmislimo. Sam osebno veta ne bom podprl. Hvala lepa državnemu svetniku Bojanu Kontiču. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Alojz Škovca.
Spoštovana kolegica in kolegi, na Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance smo podprli napore predstavnikov lokalnih skupnosti. Verjeli smo njihovim stališčem. V bistvu dobra politika je utemeljena na razumnem konsenzu. Slaba politika je utemeljena na izvršenih dejstvih in uveljavljanju pozicije močnejšega. Razumni konsenz, zagotoviti minimalno korist zdaj in odriniti v prihodnost problem, ki se kopiči in narašča, to ni razumen konsenz. Včasih je treba biti načelen in pojesti grenko pilulo danes, da jih ne bi jutri moral požreti cel kup. Jasno nam je bilo povedano, da proračunski primanjkljaj tudi v prihodnje ne bo zagotavljal učinkovitejšega financiranja lokalnih skupnosti na način, kot je to sedaj. Jasno nam je bilo povedano. In nič ni bilo narejenega, da se bi ta način spremenil, da bi postal vzdržen. Enkrat je treba sprejeti tudi to neprijetno obveznost, da te etiketirajo, da si neki družbeni skupini onemogočil dostop do nekih sredstev in to zato, da bi mogoče pa celota lokalne skupnosti v prihodnosti imela manj problemov, kot jih bo imela tako in sedaj. Politika palice in korenčka na način, če ne pustiš, da ti odrežemo samo prst, ti bomo odrezali celo roko, je popolnoma neprimerna. Jaz res pozdravljam načelnost naših kolegov, predstavnikov lokalnih skupnosti, ki tokrat na izsiljevanje ne pristajajo več. Dovolj je. Danes toliko, jutri toliko več, po jutrišnjem še toliko več in kot sem rekel, da je dobra politika utemeljena na razumnem konsenzu, ki je tu razum, če vemo, da se bo v prihodnosti situacija samo še poslabševala. Zaradi tega sem osebno podprl predlagatelje veta in mislim, da je načelnost in pošten odnos do vseh občanov, ne samo do enega dela, ki je recimo temu bolj dovzeten, treba podpreti. Naj stane, kar hoče. Ker če prodaš dušo za zelo malo, potem res ni smiselno, prodaj boš tudi za zelo veliko. Jaz vas pozivam, čeprav sam nisem bil med predlagatelji tega veta, da ga vseeno podprete. Enkrat za božjo voljo se pa mora nekaj spremeniti. Odrivanje v prihodnost nima smisla. Na odhodkovni strani proračuna je bilo možno še marsikaj narediti, pa ni bilo narejeno. Ne morejo biti lokalne skupnosti talci te všečne politike. Nikomur ne vzeti, na koncu je pa objektivno, komur zmanjka, se naj pa znajde. Tako se politika ne pelje. Za politiko je treba imeti tudi malo poguma, pa narediti tudi kakšno nevšečno stvar, tvegati neizvolitev na naslednjih volitvah, ampak narediti tisto, kar je potrebno, da se zadeve rešijo, ne pa pometati po preprogo in s kozmetičnimi ukrepi obelodanjati, da v prihodnosti mogoče bo lepše in da vsi kazalci tja kažejo. Prihodnost se začne že danes, ne čez leta. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Alojzu Kovšci, sedaj pa ima besedo državni svetnik Franjo Golob. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovana kolegica, kolegi, spoštovani gostje. Lep pozdrav. Res, da bi danes se lahko zahvalili predstavnikom Državnega zbora, ki so velikodušno namesto 3 evre ponudili 3,5. Takšne poteze ne doživimo vsak dan. Pa vendarle, da se ne prodamo, da je marsikaj pri tem že pri sprejemanju proračuna za leto 2017 in 2018 ostalo odprtega, to so dejstva. Ko smo se pogovarjali v lanskem letu in izkoriščenje vseh 3 združenj in pa lokalne skupnosti je v tem, da dogovor, ki je bil načelno dogovorjen, da se upoštevajo vsa pogajanja in počutimo se pravzaprav ogorčeni tisti, ki predstavljamo lokalno samoupravo na ta način, da smo vedno zadnji vrsti in vedno smo postavljeni pred položaj vzami ali pusti. Spomnim se na zadnje obiska predhodnika sedanje
ministrice gospoda Mramorja, ko je na enem srečanju predstavnikov združenj enostavno nam ponujal, vzamite to ali pustite. Če tega ne boste vzeli, še tega ne boste imeli. Zdaj dejstva, ki jih danes navaja sekretarka in ki smo bili s njimi seznanjeni, niso resnična. In tudi se ne strinjam z kolegom Bojanom, ki govori, da bojo samo tiste občine, ki so večje, nekaj izgubile. To ni res. Veste, ko sem dal po nekaterih manjših občinah, torej občinah, ki jih tudi predstavljam, od 3 do 5 tisoč prebivalcev, z finančnih služb zagotoviti podatke, kaj pomeni ta del povprečnine, torej da dobimo 3,5 € občinski proračun na glavo. Ko so mi dali podatke s formulo, ki se izračuna, saj to ni edini vir, ki prihaja v občinski proračun. In primerna poraba je tista, torej podatki, ne glede na to, da večino, in to pozdravljamo, tudi tisti, ki predstavljamo lokalne interese, da vsi tisti uslužbenci, ki imajo minimalne plače in so zelo siromašni, med njimi spadajo pomočniki vzgojiteljev, čistilke, kuharice, pomočnici in kakorkoli, to so v skupini J, to kot finančnica veste in teh, ki je največ. Zdaj, vem, da te občine zgubljajo, ne glede na to, da se bo pridobilo 3,5 velikodušnih evrov s povprečnino, zgubljajo od 50 do 80 tisoč evrov po novi izračunu. Torej, to tudi male občine zgubljajo, ne samo velike. Ne glede na to, da nimajo veliko teh zavodov, ki bodo z pogajanjem, uspešnim pogajanjem, tistim, ki so si to izpogajali. Mi žal si takrat nismo izpogajali tistega, kar nam zakonom pripada. In danes govorimo tukaj, da se pogovarjamo, da še pogovori niso zaključeni in dogovori še potekajo. Jaz poznam, da so vpisi v naše zavode, kjer je največja obremenitev občine, torej so vrtci, so bili vpisi otrok v novo šolsko leto 17-18 v mesecu marcu in aprilu. Nič dorečenega, koliko bo otrok vpisanih, koliko bo potrebno dodatnih zaposlenih, da boš lahko formiral tudi oddelke v vrtcih. Nedorečeno, danes pa govorimo o končni številki, koliko bo občine pridobile. Daleč od tega. Daleč od tega. Seveda je več potreb, kot jih lahko uresničimo. Dejstvo pa je, da v slovenski državi več trošimo, kot proizvedemo. In to, kar smo poslušali tudi na komisiji, držati se je treba fiskalnega pravila, to je meni jasno. Enako se moramo držati tudi občinskih proračunov, tako na prihodkih, kakor na odhodkih. Ampak žal za stvari, ki so zakonom določene, pa se enostavno ne moremo strinjati. Da če nam je ponujeno to, kar nam nekdo ponuja, ne upoštevamo zakona ali sistemskega zakona, ki je bil prav s tem namenom narejen, da se občinam nekaj vzame. Pa da ne bo narobe razumljivo, tudi danes tisti, ki se javljamo k besedi in predstavljamo občine, da župani, podžupani, ne govorimo to, da se borimo za to, da bomo župani kaj več dobili. Da bi naši občani oziroma naši državljani dobili tisto, kar moramo uresničevati. In tega je vedno manj. Torej, ves denar, ki ga porabimo že skoraj vse, in to je tista meja, ki že dobro leto opozarjamo, da smo prišli na krajno mejo, ker več ne moremo uresničevati zakonskih nalog, po drugi strani pa nam stojijo vse investicije. In pred tednom dni je bil tudi predsednik Državnega sveta z kolegom na obisku na Koroškem, s katere tudi sam prihajam, in bili smo namenoma v eni zelo majhni občini, 1300 prebivalcev, 60 tisoč kvadratnih kilometrov površine, koliko občinskih cest, koliko gozdnih cest. Zakonsko moramo zadovoljevati tudi ljudi, ki prihajajo iz teh območij, za prevoze šolskih otrok, za nemoteno oskrbo cestišč, pa naj si bo to v letnem ali v zimskem razmerah, da iz proračuna namenjamo sredstva prav za to. In zato nam bo zmanjkalo denarja že v prvi zimski službi, ki bo prišla. Pa upamo, da ne bo huda zima. Kajti po
160 kilometrih v takšni manjši občini poskrbeti za nemoteno oskrbo, prevozu, kadarkoli, v kakršnih kolih razmerah, je žal z takšnim deležem, ki nam ga nekdo ponuja, žal je v občinah nevzdržno več delovati. In pravzaprav govorimo o tem, da seveda bo najbolj veseli boste na Ministrstvu za finance, da bi danes bil ta veto izglasovan, pa da ga Državni zbor ne uspe ponovno zakona sprejeti. Prvič se bo to zgodilo. Ampak enostavno, enako kot je povedal kolega Kovšca, je treba enkrat, in upam, da tudi danes novinarji o tem poročajo, da se župani in tisti, ki predstavljamo lokalne skupnosti, ne borimo samo za to, da dobimo. Da bomo enkrat rekli bob, in enostavno tudi povedali, da nas 3,5 € ne reši napram nalogom, ki nam jih država tudi nalaga. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Franju Golobu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Jernej Verbič. Hvala za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav, kolegica in kolegi. Lep pozdrav seveda tudi dragim gostom. Ja, gospa Jazbecova, moram reči, da ste me malo presenetili. Tolikrat vas gledam ali na svoji komisiji, ali tu v državnem svetu, ampak korenček in palco pa res ne rabim in vam bom povedal, zakaj ne. Zato, ker sem v pokoju. In kaj je bilo ves ta čas, ko sem bil župan? Plače nam je vlada nižala. Meni ne gre na smeh, gospod, veste? Meni ne gre, meni gre na jok. Vsa leta regresa nismo dobili, plače so nam nižali, etc. Še bi lahko našteval. Tukaj ste me mičkano razočarali, ma sam mičkano, ne dosti. Niste zgubili tistega, kar je v moji notranjosti, glede vaše osebnosti. Bi pa rekel to, ko ste povedali, občine bojo dobile manj, upokojenci ne bojo dobili. Vprašanje je, kako bojo 350 000, ali koliko je nas upokojencev, kako bomo odreagirali na to, ali celo več, kako bomo odreagirali. Vprašanje je, kako bojo odreagirali občine, župani in tako naprej. Tako da to je, tako ko je rekel, mislim, da kolega Kovšca, da to je čudna igra. Jaz se, recimo, ne bi šel od tega. Vam ne bi bilo treba sedeti tukaj. Verjamete, da ne? So se pogajali, kolega Kontič, pa ne vem, kdo še vse, z Ministrstvom za finance, glede povprečnine. Dobro, nekje se je prišlo do tista 3 € pa pol in tako naprej, ampak če malo sledite politiko vsi, na eno stran se daja brez problemov denar, velike denar je. Tako ko pravi kolega Drago, ja, vse bomo uredili, ampak banke, zavarovalnice in tako naprej pa ne bomo tikali. Aha, pa smo tam. Torej, na eni strani nekam dajemo, na drugo stran pa ne bomo dali. Recimo občinam ne bomo dali. In tu seveda ni dobro, vi tu dobro veste, bolj seveda ko jaz. Zato sam ne vem, kaj narediti. Ma več, kakor ste mi vzeli v vseh teh letih, mi resnično ne morete. Ne morete. Niti podrazno ne. Pa ne vsi novinarji to napišejo, da sem rekel, naj pogledajo plače za župane in za vse tiste, za javne delavce, tukaj bi sindikalisti znali povedati še dosti več kot jaz. Ni šans. Zdaj pa kaj bo pa iz tega veta, nastalo pa Bog si ga vedi. Hvala lepa državnemu svetniku Jerneju Verbiču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem z razpravo in sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev? Predlagatelj zakona, pardon, se opravičujem. Ne? Ne? Ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Izvolite. Besedo ima državni svetnik Milan Ozimič. Hvala. Ne ravno
dodatno obrazložiti, ampak malce na razpravo, ki je bila v zvezi z temi dilemami. Predvsem na dve stvari bi se odzval, ampak vse to ni za moj odziv, to je pač povzetek nekih razmišljanj na interesni skupini v takšni ali drugačni obliki. Fiskalna stabilnost in te zadeve. To je vedno kot neki argument servirano, da bi to pač rušilo. Ne gre za to, da mi z temi našimi zahtevami to rušimo. Gre za to, da je znotraj tega neka drugačna porazdelitev tega in da se ta potreba, ki jo izkazujejo občine, tudi nekje najde reševanje ali pa vsaj prisluhne temu, pa da se ne zavrača tega problema ali pa minimalizira na tak način, da je argument, da bo to rušilo pakt o stabilnosti. Niti približno. Je pa vedno ena taka, ki je seveda tako raztegljiv argument, da na koncu ni argument. Ampak temu nikdar nismo niti v tej smeri argumentirali stvari, da se to ruši. Zdaj pa še druga zadeva. Zdaj, če občine ne vzamejo teh 3,5 evra, bojo pač lahko potegnejo tudi krajši konec. Glejte, to je pa taka malo, bom rekel, zmedena ali pa za lase prevlečen argument. Zaradi teh 3,5 evrov tudi v dani situaciji, ali bodo ali ne bojo občine v globali, ne bojo trpele ne vem kako katastrofalnih posledic. Gol ali dol bodo preživele ali ne bodo preživele. Ampak z tem se ne rešuje tisto, kar je poglavitni problem tukaj, v vsem tem vprašanju. ZIPRS je pač eden od teh korakov ali pa eden od pomembnih dokumenti, ker se vsa politika na tem področju ali pa, če hočete, relacija država, avtonomija, pojmovanje, ne vem, funkcija občine, zreducira v tem mnoge stvari, ki temu, ta ZIPRS je pač posledica nečesa drugega, kar je še v ozadju vseh teh relacij. In v prvi vrsti je opozorilo za tem vetom, pa tudi, če hočete, za drugimi, na to nevzdržno situacijo, če hočete, na avtonomiji lokalne samouprave, na preveliki centralizaciji, če hočete, na preveč dirigiranemu, kaj pa občine lahko skoraj avtonomno počenjajo, skoraj nič, vse je tako rekoč določeno, in na finančni avtonomiji. Finančna avtonomija pa pomeni en stabilen sistem, ki je takšen, da zadostuje, zadošča za izvajanje nalog občin ali pa ne zadošča. Občina ne zadošča, zato se borijo za boljšega, ampak v prvi vrsti tudi za stabilnega. Če se sistemski zakon, kot je zakon o financiranju občin, vsako leto prilagaja nekim drugim interesom, ki niso lastno ali pa avtonomno občinski, ampak fiskalnemu pravilu pa nekim drugim prioritetam drugod, potem tu avtonomije ni in bo posledica še nadalje takšna. Osebno pa menim, da je na takim stališču in prepričanju potrebno vztrajati tako dolgo, dokler se resno ne lotevanja vprašanja in dokler ne pride do rešitve. Z drobtinicami se tukaj tega, kar potrebuje lokalna samouprava, ne bo doseglo. Hvala lepa. Hvala lepa. Vodi interesne skupine lokalnih interesov gospodu Milanu Ozimiču. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Torej, ja, izvolite, obrazložitev glasu. Gospod Ščenjavič. Imate obrazložitev glasu? Izvolite. Kratko. Glasoval bom za veto tudi zato, ker so v tem ZIPRU še nekateri ostanki in se vse lomi na malih ljudeh. Konkretno, naprimer, lahko
da lahko zavod, fakulteta ne more zaposliti čistilke, lahko pa da ista sredstva denar koncesionarju, pa lahko zaposli. Mislim, in bi bilo treba tudi te določbe potem ZIPRO počistiti toliko in zato bom glasoval tudi za veto. To je bilo danes tudi pri nas izpostavljeno. Hvala lepa državnemu svetniku Drago Ščenjaviču. Želi še kdo obrazložiti glas? Če ne, potem prehajam na glasovanje in na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. Najprej se da prisotnost. Torej, prisotnih je 23 državnih svetnikov, za je glasovalo 19, 2 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel z 19 glasovi za in 2 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se zahvaljujem seveda državni sekretarki magistri Saši Jazbec, državnemu sekretarju dr. Nejcu Brezovarju in gospodu Andreju Čokrtu, prav tako iz ministrstva. Hvala lepa, lep pozdrav. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe alkohola. Najprej seveda lep pozdrav državni sekretarki dr. Ani Medved ter gospe Špeli Struna ter gospodu Janiju Medendorferju, poslancu Državnega zbora. Lep pozdrav. Državni zbor je zakon sprejel na 30. redni seji 24.5.2017 in ste ga prejeli po elektronski pošti s klicem. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Alojzem Kovšco, ste prejeli po elektronski pošti s klicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča, ste prejeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta za zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite, besedo ima državni svetnik Alojz Kovšca. Spoštovana kolegice in kolegi, osnovni namen zakona je, kot navaja predavatelj v uvodu k predlogu zakona, zagotoviti dodatna finančna sredstva za upravljanje poslanstva športnih organizacij ter s podeljevanjem dovoljenj regulirati možnost točenja pijač z omejeno vsebnostjo alkohola na vseh javnih prireditvah. V času zakonodajnega postopka sta predlogu zakona nasprotovala tako Vlada Republike Slovenije kot pristojna komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Prav tako je bil Državni svet pred in po sprejemu novele zakona seznanjen s številnimi pripombami zainteresirane javnosti z različnih področji, to se pravi gostinstva, turizma, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij. Predlagatelji ugotavljamo, da se z novelo zakona širi obstoječe omejitve v zvezi s točenjem alkohola na športnih prireditvah na prav vse javne prireditve v državi. V skladu s prvim odstavkom 4. člena zakona o javnih zbiranjih je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Gre torej za zelo široko definicijo, ki ne zavzema zgolj športa, temveč pester naboj najrazličnejših prireditev. To so veselice, kulturne prireditve, koncerti, dogodki z živo glasbo, aktivnosti na področju turizma, vse prireditve na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, vse prireditve v mestnih in vaških jedrih, naprimer Vinska v Igre Dubeli krajini, festival Lent, Rumena noč v Kopru, Ljubljanska vinska pot, vsa silvestrovanja in tako dalje. Predlagatelji ugotavljamo, da bo sprejeta novela zakona v sistem organiziranja javnih prireditev vnesla dodatne administrativne ovire in nepotrebne stroške. Izvajanje nekaterih zgoraj navedenih prireditev pa lahko celo popolnoma onemogoči. Novela zakona namreč prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na javnih prireditvah pogojuje s pridobitvijo posebnega neprenosljivega dovoljenja
ki ga izda upravna enota, to je 12b člen, tako za športne kot tudi za nešportne prireditve. Za dovoljenje v skladu z zakonom zaprosi organizator javne prireditve ali na podlagi pogodbe z organizatorjem druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za upravljanje gostinske dejavnosti, če sam organizator za to ni registriran. Pri tem predlagatelji opozarjamo, da je omenjena ureditev morda ustrezna v primeru organizacije koncertov ali športnih prireditev v dvorani, medtem ko za nekatere druge prireditve predstavlja nepremostljive ovire. Naprimer sejmske prireditve, zlasti vinske sejme, ki jih bo praktično nemogoče izvajati. Zakon v 12. členu predvideva izdajo dovoljenja za obdobje 12 mesecev, kar bo za organizatorje pomenilo vsakoletne dodatne stroške, kljub temu, da obstoječa zakonodaja že omogoča ustrezen nadzor in je v nekaterih delih celo strožja od zakonodaje sosednjih držav, naprimer omejitev glede točenja žganih alkoholnih pijač do 10. ure dopoldne. Zakon imetniku dovoljenja dodatno nalaga posebno pristojbino, ki bo predstavljala prihodek državnega proračuna, ki se bo prav tako razporejal po prosti presoji in ne nujno za izvajanje preventivnih in ostalih programov, ki jih veljavni zakon v okviru 4. člena predvideva na tem področju. Pri tem v zakonu ni določena niti okvirna ali vsaj maksimalna višina pristojbine, saj zakon v celoti prepušča določitev njene višine ministru, pristojnemu za zdravje, glede na število udeležencev javne prireditve. Višino pristojbine se bo torej lahko prosto prilagajalo potrebam državnega proračuna, kar je seveda nesprejemljivo. Prav tako gre za neke vrste dodatno obdavčitev, saj kupci alkohola že tako ali tako skozi trošarino za prodajo alkohola dodatno polnijo državni proračun. Navedeno zakonsko rešitev predlagatelji razumemo kot uvajanje nove dajatve na prireditve, strošek te nove dajatve prikrit s skrbjo za zdravje pa si bodo razdelili vsi obiskovalci prireditve, kjer se bodo točile alkoholne pijače in to ne glede na to, ali bodo uživali alkohol ali ne. Takšna rešitev dodatno birokratsko, vsebinsko in stroškovno otežuje organizacijo javnih prireditev v Sloveniji, ki želi biti pomembna in prepoznavna turistična destinacija. Predlagatelji prav tako opozarjamo na pomembne razlike med posameznimi javnimi prireditvami glede porabe alkoholnih pijač. Glede na to, da so na primer sejmi, javne prireditve z veliko obiska, poraba pijač s vsebnostjo alkohola na obiskovalca pa še zdaleč ni primerljiva s porabo alkoholnih pijač na obiskovalca na primer športnih prireditvah ali na koncertih. Torej bo zelo verjetno višina pristojbine določena glede na najvišje število udeležencev javne prireditve povzročila situacijo, da na določenih javnih prireditvah ne bo več možno popiti kozarca vina ali piva, ker bo pristojbina preprosto previsoka in ne bo interesa, da bi jo kdorkoli plačal. Zakon v 12.d členu predvideva tudi možnost odvzema dovoljenja organizatorju javne prireditve za 3 ali 6 mesecev, odvisno od kršitve. Gre za rešitev, ki po našem mnenju ni dovolj dobro premišljena. Prav tako predlagatelji opozarjamo, da so obveznosti organizatorja javne prireditve že določene z drugo veljavno zakonodajo, saj mora organizator že zdaj zagotoviti posebno dovoljenje upravne enote ali prijavo policiji v primeru organizacije javne prireditve. V veljavni zakonodaji so prav tako določene nekatere izjeme, ki pa jih novela zakona ne vsebuje. Tako se na primer postavlja vprašanje, če bo moral gostinec, ki javno oglašuje ali ki gostom nudi živo glasbo in po novem predlogu tudi v lastnih prostorih pridobiti dovoljenje za prodajo alkoholnih pijač na javni prireditvi. Predlog zakona namreč ne navaja nobenih izjem. Poleg že omenjenih administrativnih ovir in dodatnih stroškov bo nova ureditev pomembno vplivala na izvajanje različnih dejavnosti po načelu proste gospodarske pobude in s tem vplivala na pomemben segment gospodarske aktivnosti v državi. Ekskluzivno podeljevanje dovoljenj za prodajo alkoholnih pijač organizatorjem športnih prireditev namreč predstavlja nelojalno konkurenco gostincem. Nekaterim društvom zaradi davčne zakonodaje pri izdaji računov po določenimi pogoji sploh ni treba uporabljati davčnih blagajn. In je to zadevno diskriminatorna obravnava. Če že bi moral zakon omogočiti prodajo določenih vrst alkohola na športnih javnih prireditvah vsem, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti in ne zgolj organizatorju dogodka ali tistemu, ki ga organizator dogodka izbere. Na to
da gre pri določitvi temeljnega pravila, po katerem se prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač na javnih prireditvah dovoljuje samo organizatorjem teh prireditev, za prekomeren ukrep z vidika omejevanja gospodarske pobude in enake obravnave, je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora v svojem mnenju k predlogu zakona. Navedla je, da bi takšna rešitev vplivala na obstoječi način zagotavljanja gostinske ponudbe na javnih prireditvah in na že vzpostavljena poslovna razmerja med poslovnimi subjekti. Zato je menila, da bi bilo treba upoštevaje razloge javne koristi omenjeno rešitev skrbno pretehtati in v skladu s tesno sorazmernosti tudi dodatno utemeljiti. Tega ne predlagatelj, ne zakonodajalec v nadaljevanju zakonodajnega postopka nista upoštevala. Predlagatelji opozarjamo, da sprejeta zakonska novela v nasprotju z osnovnim namenom veljavnega zakona povečuje dostopnost in porabo alkohola ter olajšuje oglaševanje blagovnih znamk do 15 volumskih procentov alkohola. Pri tem Državni svet opozarja na širino problema prevelike porabe alkohola v Sloveniji, vpliva omenjene porabe na zdravstveno stanje mnogih prebivalk in prebivalcev ter posledično na zdravstveno blagajno. Sprejem zakonske rešitve tega problema nikakor ne bo razrešil. Zgodovina različnih modelov omejevanja porabe alkohola kaže, da tega problema zgolj z birokratskimi prepovedmi ni mogoče odpraviti. Bodo pa takšne rešitve povzročile številne, že prej navedene probleme, nelojalno konkurenco, ki se bo posledično negativno vplivala na številna druga področja. Predlagatelji menimo, da bi pri oblikovanju ciljev zakona morali skrbno preveriti koristi in stroške ter posledice predlaganega ukrepa, omejitev porabe alkohola na vseh javnih prireditvah in plačilo pristojbine. In to na vsa tista področja družbenega življenja, kjer se bo odražal vpliv teh ukrepov. Sprejete spremembe in dopolnitve veljavnega zakona o omejevanju porabe alkohola lahko povzročijo izjemne težave in posledice za vse tiste, ki resno in zavzeto oblikujejo kulturno, športno in družabno življenje prebivalk in prebivalcev Slovenije in vedno številčnejših turistov, ki obiskujejo javne prireditve. Predlagatelji zato pozivamo Državni svet, da s sprejemom veta pozove k ponovnemu razmisleku o sprejetih spremembah in dopolnitvah zakonodaje, ki glede na pritožbe raznolikih segmentov družbe niso ustrezne, saj sledijo parcialnim interesom, niso dovolj dorečene, so v nasprotju z osnovnimi cilji veljavnega zakona ter bodo močno negativno vplivali na različne segmente družbe. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Alojzu Kovšci. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona. Izvolite, besedo ima poslanec Državnega zbora, gospod Jani Möderndorfer. Spoštovane svetnice in svetniki, danes odločate o odložilnem vetu, ki je bil sicer predlagan in za nas v bistvu na nek način tudi malce presenetljiv, ne toliko zaradi samega postopka, ki je zakonit, vendar predvsem zato, kajti očitki, ki se jih danes predlagatelj odložilnega veta navaja, se nikoli ni v fazi obravnave pojavljal nikjer. Ne na komisiji, ko se je obravnaval v Državnem svetu, ne na matičnem odboru, nikjer pravzaprav ni bilo tega očitka. In danes praktično od včeraj na danes sem se skupaj z predlagatelji odločil, da na vse vas državne svetnice in svetniki napotim tudi pismo, kjer bolj podrobno, ker danes tega časa ne bom imel, seveda obrazložim vse razloge, zakaj je ta zakon dober. Seveda pa se ne morem izogniti določenim očitkom, ki so popolnoma neresnični in seveda tudi bodisi ali napačno interpretirani oziroma imajo svojo vrstno konotacijo, ki seveda ne zdrži nobene resne presoje. Grem po vrsti. Ali je danes v Sloveniji mogoče, da nekdo organizira javno prireditev, pa kdorkoli od gostincev lahko ponudi na tej javni prireditvi brez odločitve organizatorja pijačo? Ne. Nemogoče. Predstavljate si firmo, podjetje, ki bo nekaj organizirala in bi dejansko pač enostavno vsi gostinci prišli in začeli točiti alkohol. Nemogoče. Zato govoriti o nelojalni konkurenci je toliko nesmiselno in neresno, kot seveda tudi sam predlog, ki govori in ne nazadnje uvaja samo nadzor. Zakaj je bil pravzaprav predlog sploh predlagan? Predlog je bil predlagan samo zaradi enega razloga.
Že danes organizator nosi vso odgovornost, tako kazensko, materialno, odškodninsko, za vse posledice na katerikoli prireditvi, ki jo organizira, bodisi športni, bodisi katerikoli drugi javni prireditvi. Zakaj ne bi temu organizatorju dali seveda tudi možnost, da nadzira tisti del, ki dostikrat vpliva na potek same javne prireditve, to je točenje alkohola, in s tem seveda tudi možnost nadzora in posledično tudi odgovornost za vse, kar se zgodi na javnem dogodku. To ne pomeni, da bo odgovarjal gostinec, ampak v prvi vrsti organizator, ki bo dobil ali izgubil dovoljenje. Kje pa je svojevrsten paradoks? Predlagatelj v svojem vetu seveda govori o tem, da bojo gostinci morali pridobiti neka dovoljenja, če pa dovoljenja za gostinsko dejavnost že imajo. Dovoljenja gostinsko dejavnost imajo. In zato seveda tudi trdimo, da nikjer v zakonu ne piše, da bo gostinec moral pridobiti dovoljenje. Pridobiti ga mora organizator in ne gostinec. In tudi plačal ne bo gostinec, ampak organizator. Kje nastane problem ali nerazumevanje? Če se gostinec spremeni v organizatorja. To pa je nekaj drugega. In dokler gostinec opravlja svojo dejavnost v svojih prostorih, za kar ima izdano dovoljenje, mu ta zakon pravzaprav na nič ne vpliva. Pojdimo pogledati v prakso, kaj to pomeni. Danes je poroka v gostinskem lokalu, ki je organizirana živa ali elektronska glasba. Ali kdaj prijavi gostinec to na upravno enoto kot javno prireditev? Ne. Ali ima gostinski lokal lahko prireditve, kot so kosila, rojstni dnevi, obletnice, team building in vse podobne prireditve, ki jih ima znotraj svojih prostorov, ali to danes prijavlja na upravno enoto? Ne, nikoli. Torej, on ni organizator, ampak je ponudnik prostorov in gostinske dejavnosti. Tisti trenutek, ko se pa gostinec odloči, da bo svojo gostinsko dejavnost razširil iz okvira svoje dejavnosti in dovoljenja, ki ga ima v prostorih za gostinsko dejavnost in se preseli na javno površino, ki mu rečemo v praksi grajeno javno dobro, pa potrebuje najprej soglasje lastnika oziroma upravljavca, to je lokalna skupnost, ali če gre za zasebno lastnino nekega drugega lastnika, se pravi soglasje tega lastnika, in kar je še bolj pomembno, tisti trenutek, kadar gre za povečan obseg, kjer potrebuje redarsko službo ali pa bo celo se odločil, da bo pobiral vstopnino, postane organizator. In v tem je bistvena razlika, o čemer govori predlagatelj. Zdaj, javni interes, bom rekel, ki ga na nek način izpostavljamo znotraj tega zakona je, da seveda ne moramo govoriti o tem, da je športna prireditev edini in izključni, ekskluzivni krivec za vse stroške, ki jih se zgodijo na zdravstveni blagajni zaradi posledic pitja alkohola. Bral sem v soboto kolumno, kjer avtor govori o naslednjem podatku. Vkolikor bo zakon oziroma je zakon sprejet, dobrodošli, 200 000 pijancev bo začelo hoditi na športne prireditve. Oprostite, ampak to je neodgovorno, če seveda tako razmišljamo. Predvsem zato, ker gledalci na športnih prireditvah niso pijanci, ker po tej logiki so pijanci vsi na vseh prireditvah, kamorkoli pridejo in kjer se toči in streže alkohol. In je to neodgovorno. In drugič, naprtati dogodku, ki se mu reče športna prireditev ali javna prireditev, ki traja 1, 2 ali 3 ure, sejemski prireditvi, ki traja cel teden, in govoriti, da se na športnem dogodku popije več alkohola kot na dogodku, kjer traja cel teden, je seveda neodgovorno. Danes gostinci na sejmih, ki točijo alkohol, plačajo pristojbino oziroma najemnino za prostor vsakemu organizatorju sejmišča od 5 do 50 tisoč evrov za to, da tam sploh lahko ponuja alkohol. Organizator pa bo moral v višini, ki pa je v zakonu usmerjena na pristojno ministrstvo, ki bo to moralo določiti, zelo jasno določeno, da gre za v bistvu pristojbino v višini takse, ki mora biti sorazmerna glede na število ljudi, ki pridejo na ta dogodek. Kar pomeni v praksi, z drugimi besedami, da večje od 200 evrov pravzaprav sploh ne more biti. Ne govorimo o tisočih evrih. In to gre za dovoljenje enkrat na leto, kar pomeni, da vsak, ki bo enkrat na leto plačal to pristojbino, bo lahko vsak dan z istim dovoljenjem vedno lahko organiziral dogodke.
Ali gre za administrativno overanje oziroma dodatno storitev, ki bi pomenilo težavo? Naj povem, organizator, kdorkoli, ne samo društva in tisti, ki bojo organizirali športno prireditev, bo dobil dovoljenje brezpogojno, kar ugotavlja tudi zakonodajno-pravna služba, kar pomeni, nobenih pogojev se ne bo postavljalo, ali lahko dobiš ali ne. Se mu ga bo pa odvzelo, vkolikor bo seveda kršil zakon. To pa je bistvena razlika. In za izdaja dovoljenja v tej višini seveda govoriti o tem, da gre za enormne stroške, ki bojo celo preprečili, da lokalne skupnosti, organizacije, društva, gasilci ne bojo več mogli organizirati prireditve, je naravno smešna. Naj povem še, da se je v zadnjih 3 dneh, s kom smo se še pogovarjali, udeležniki, ki so bili v razpravi v tem zakonu, ki je bil vložen decembra lansko leto, so bili nevladne organizacije na področju ki se ukvarjajo z alkoholizmom oziroma problemi alkoholizma in področje zdravja na tem področju. Potem so bile 20 panožnih športnih organizacij, upravljavci športnih objektov in nenazadnje zakon vsebuje vsebine, ki so jih dale vse 3 strani. 2 dni pred odločanjem pa sem dobil telefonski klic iz obrtne zbornice, kjer sem dobil postavljeno vprašanje, s katerim se ukvarja predlagatelj odložilnega veta. Poslali so mi tudi pisni predlog, da se sestanemo. In to po matičnem odboru, ko je bil zakon že zaprt, ko pravzaprav se več ni moglo pogovarjati nič. Spoštovane svetnice in svetniki, razumem vašo skrb, razumem vašo odgovornost in tudi verjamem v to, da imate dileme, ali ta zakon podpreti, ne samo zaradi teh razlogov, ki jih danes navajam, pa tudi drugih razlogov. Vendar, sam osebno ocenjujem, da smo šli en korak naprej, predvsem zaradi tega, ker je treba opozoriti, da gre za poslanski zakon, ne za vladni zakon in ne, bom rekel, za zakon, ki bi urejal, bom rekel, določena vprašanja, s katerimi se danes nekateri sprašujejo, ko rečejo, šli ste mimo stroke. Oprostite, naj vam zatrdim samo še eno trditev in s tem tudi zaključim. Primerjalna analiza na podlagi podatkov Svetovne zdravstvene organizacije je zelo jasno pokazala, da učinek prepovedi točenja alkohola na športnih prireditvah nima nobenega konkretnega, dokaznega, vzročnega, bom rekel, dejanja na zmanjšanje ali povečanje porabe dostopnosti alkohola med prebivalstvom v posamezni državi. Nasprotno, nekje so se povečevali, nekje so se zniževali, ampak nikjer ni bil to, bom rekel, podlaga za točno ta ukrep. In to je ta analiza zelo jasno pokazala, ki jo imate tudi predloženo v svojem pismu, ki sem ga posredoval. Res je, imamo enkratno priložnost, da seveda ukrep, ki ni bil dober, zaustavimo, tudi z vašimi glasovi. Na koncu naj sam še eno stvar dodam in s tem zaključim. V zadnjih dneh je nekaj državnih svetnikov do mene pristopili in so mi povedali, da je to moj zakon zato, ker si urejam službo kot bodoči direktor Union Olimpije. Vi vsi veste iz javnih medijev, da ime novega predsednika je že več ali manj znano, sam pa ne bom nikoli direktor Union Olimpije, ker zato potrebujemo bistveno ustrezne kvalifikacije, ki jih sam nimam za to početje in jih tudi ne bom nikoli v življenju počel. Zato so takšne klevete seveda neosnovane. Navajen sem vseh diskreditacij in doživel sem že marsikaj. Ampak to vrstnega, to je pač eden dodaten nov, ki je seveda ga potrebno ovreči. Samo zato ga danes omenjam, ker če bi to govorili na ulici, ne bi verjel, ker so mi to povedali ljudje, ki sedijo v vašem zboru, je pač treba to javno zanikati. Hvala lepa. Hvala lepa poslancu Državnega zbora gospodu Janu Möderndorferju. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica Ministrstva za zdravje. Izvolite, besedo ima državna sekretarka dr. Ana Medved. Medved? Medved. Prosim. Dober dan. Sprememba zakona o omejevanju porabe alkohola ponovno dovoljuje porabo alkohola na športnih prireditvah. S tem bi se povečala dostopnost do alkohola v državi, ki ima v zvezi s škodljivimi posledicami njegove rabe, milo rečeno, nemalo težav.
Povečevanje finančnih virov športnih organizacij s prodajo alkohola je v nasprotju s temeljnim ciljem veljavnega zakona. To pa je omejitev porabe alkohola in preprečevanje škodljivih posledic njegove rabe. Tudi izenačitev obravnave točenja alkoholnih pijač na vseh javnih prireditvah, s katero se bo povečala dostopnost in promocija alkoholnih pijač, ne sledi ciljem veljavne zakonodaje. Sprememba zakona je v nasprotju z mednarodnimi strateškimi dokumenti in znanstvenimi dokazi, ki med učinkovite ukrepe za zmanjševanje škode uvrščajo omejevanje dostopnosti od alkohola, višanje cene alkoholnih pijač, omejevanje oglaševanja ter zgodnje prepoznavanje in obravnavo tistih, ki tvegano pijejo oziroma so odvisni od alkohola. Zakon temu ne sledi. Nasprotno, z novo ureditvijo povečujemo število prodajnih mest in možnosti za oglaševanje alkoholnih pijač. To bo prispevalo k povečanju tveganja in škodljive rabe alkohola in, kar je še posebej zaskrbljujoče, k pogostejšemu pitju alkohola, predvsem med mladimi, ki so najbolj občutljivi na promocijo alkoholnih pijač v povezavi z športom in športnimi uspehi. Z novo ureditvijo sporočamo, da je pitje alkohola s športom neločljivo povezano in splošno sprejemljivo. Povedati pa je treba, da vsak dan v Sloveniji zaradi razlogov, izključno povezanih z alkoholom, umreta 2 osebi, v bolnišnico pa je sprejetih 10 ljudi. Med njimi so tudi otroci. Naj posebej izpostavim škodo v prometu. Alkoholizirani udeleženci so v letu 2016 povzročili 1855 prometnih nesreč, od tega 37 smrtnim izidom in 153 s hudimi telesnimi poškodbami. Delež alkoholiziranih povzročiteljih prometnih nesreč pa v zadnjih letih žal narašča. Ekonomska škoda je že danes velika in vključuje tako zdravstvene posledice kot socialne in materialne posledice. Ocena zdravstvenih in drugih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, je v Sloveniji v letih 2011 in 2014, med letoma 2011 in 2014 v povprečju znašala kar 234 milijonov evrov letno. In s trošarinami za alkoholne izdelke še zdaleč ne pokrijemo nastale škode. Zakon tudi sicer ni ustrezen, saj so nekatere določbe zakona nejasne, kot na primer način določitve višine pristojbine za prodajo alkoholnih pijač ter neprimerne, kot je na primer določba, da se do vzpostavitve registra lahko alkohol na športnih prireditvah prodaja brez dovoljenj. Čeprav je glavni razlog za predlagane spremembe povečevanje finančnih sredstev športnih organizacij, ni predlagatelj navedel nobene, niti približne ocene, koliko denarja se bo zbralo na tak način in zakaj ne bi se porabljal. Na to dejstvo opozarja tudi zakonodajno-pravna služba, ki ugotavlja, da bi bilo predlagane rešitve potrebno ponovno pretehtati ter širše in bolj celovito predstaviti njihov namen in posledice. Določbe zakona bodo imele finančne posledice za državni proračun, organizatorje in posredno tudi za gostince, ki v predlogu zakona niso celovito in ustrezno predstavljene. Vlada Republike Slovenije zaradi vseh naštetih razlogov nasprotovala predlaganim zakonskim spremembam, temu pa sta pritrdili tudi strokovna javnost in nevladne organizacije. Na podlagi povedanega predlagamo, da Državni svet sprejme odložilni veto na spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola. Najlepša hvala. Hvala lepa državni sekretarki dr. Ani Medved. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Izvolite, besedo ima podpredsednik komisije, gospod Tomaž Horvat, magister. Hvala lepa za besedo. Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na današnji 10. izredni seji obravnavala predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ga je v obravnavo Državnemu svetu predložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Alojzom Kovšcem. Komisija predlog odložilnega veta podpira. Hvala. Hvala lepa podpredsedniku komisije, gospodu Tomažu Horvatu, magistru. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državna svetnica oziroma svetniki. Izvolite, besedo ima državni svetnik, gospod Metod Ropret. Hvala lepa. Pozdravljene kolegice in kolegi. Torej, jaz sam moram reči, da včeraj, ko sem poslušal argumentacijo tega odložilnega veta, sicer v neformalnem delu neke druge seje, nisem pravzaprav mogel verjeti temu, kar sem poslušal. Enostavno ob vsem tem, da smo ne samo mi, tudi že prejšnji sklici pred nami leta in leta poslušali argumentacije bolj
bolj v smeri tega, kar je sedaj govorila gospa državna sekretarka, so se zdaj očitno ob pomanjkanju nekih drugih argumentov pojavili popolnoma novi, seveda pa z jasno popolnoma istim ciljem. Kot rečeno, imeli smo vsi skupaj vrsto priložnosti že doslej, da bi na vse to, kar je zakonodaja doslej, ali pa zakonodajne službe doslej prinašale pred nas, podali svoje pripombe, podali spremembe. Ta zakon je bil ničkolikokrat in ta možnost ničkolikokrat pred nami in nikoli, vsaj v smeri, v kateri gre sedaj ta argumentacija, to ni bilo sporno. Zato sem sam, moram reči, temeljito tudi kasneje proučil vse to, kar ta zakon prinaša in sem izjemno vesel te argumentacije predlagatelja, kajti pojasnila, mislim, ki jih je predlagatelj tukaj podal pred nas, resnično v veliki meri potrjujejo to, kar sem tudi sam včeraj ugotavljal, da je v prvi vrsti sama argumentacija tega veta v mojih očeh tendenciozna, interesna in pa da v nadaljevanju definitivno je tudi diskriminatorna. Ampak diskriminatorna je ureditev, kakršno imamo sedaj. Ta ureditev pa resnično je diskriminatorna do vseh tistih, ki delamo na področju športa. In če že to urejamo in če veljajo vsaj v nekem malem delu argumenti, ki ste jih vi, gospa državna sekretarka, navajala, potem spremenimo pravila povsod. Zakaj veljajo te stroge omejitve in te silne prometne nesreče samo pri prodaji alkohola na športnih prireditvah? Vse ostalo sicer je pa okej. Ni problem koncert, ki traja 4, 5, 6 ur v temi, nekontrolirano pitje alkohola brez najmanjših težav. To ni problem. Športne prireditve 2 ure z varovanjem na svetlem, v osvetljenih prostorih, to pa je naenkrat v tej državi strašen problem in to generira to silno porabo in to generira te silne stroške. Trdim, da nič od tega ni res. In kot rečeno, o teh argumentih smo se že ničkolikokrat pogovarjali, pa vendarle zdaj očitno vsaj ti niso vzdržali. Se pa porajajo neki novi, ki jih pa res kolega Kovšca težko razumem. V redu je, govorimo o pravilih, tudi to je predlagatelj pojasnil. Uvajamo pravila, predvidevam, da so bila pravila uvedena tudi na zahtevo tistih, ki so v nadaljevanju ta zakon spremljali in sprejemali. Tudi pristojbina. Bilo je pojasneno. Včeraj je bilo na temo pristojbine govora o tisočih in tisočih in desetinah tisočev evrov. Očitno od tega ne drži nič. Torej, tudi argumentacija včeraj ni stala. In nadaljevanje. Če je tukaj takšen silen interes Obrtne zbornice Slovenije, da se ne vem, komu godi krivica, da ne izenačujemo možnosti vsem tistim, ki naj bi participirali na te dogodke, pa vas sprašujem, ali mali vinarji, ali vinarji generalno, niso člani Obrtne zbornice? Ali morda mali pivovari, ali pa pijačari, niso člani Obrtne zbornice? Ali njihovi ljudje niso člani različnih stanovskih organizacij? Prav tako. Mi se zdaj tukaj zgolj in izključno fokusiramo na morda, pa še to samo morda, potencialno izgubo zaslužka gostincev, zopet nekaterih gostincev. Pa tudi to je bilo izjemno, izjemno lepo in korektno pojasneno. Kje so tukaj izvajalci športnih prireditev? Nekdo se z organiziranjem tega ukvarja in tudi ta je član neke organizacije, morda Obrtne zbornice, morda nekega drugega združenja. Kaj z njim? Kako bomo njemu argumentirali te odločitve? In na koncu, ne bom predolg, ker me ta zakon res iritira, okrog nas je ta regulativa drugačna od naše. Tudi siceršnja regulativa na tem področju je marsikje bistveno manj restriktivna kot pri nas, pa se sam, da ne bo pomote, z njo absolutno strinjam. Želim pa vendarle, da nehate športne prireditve, športnike in obiskovalce športnih prireditev tretirati kot nekoga, ki je, ne vem, notoričen pijanec, ki na te prireditve hodi samo zato, da se ga na njej napije. Pa prosim vas, to je pa resnično ponižujoče in smešno do vseh nas, ki delujemo na področju športa. In kot rečeno, ne samo druge države okrog nas, olimpijske igre, vzor športa, olimpijske igre, na njih je dovoljeno to, kar pri nas ni. Pa verjetno to področje upravljajo ljudje z bistveno več izkušenj, znanja, z bolje podkrepljenimi analizami, kot so naše, ampak tam je to dovoljeno. Mi pa pravzaprav ne.
In ja, da se vrnem na koncu. Dejstvo je, mi vsi, ki delujemo v športu, se obračamo k proizvajalcem športnih pijač, distributerjem športnih pijač, ne nazadnje trgovcem, ne, naslavljamo vse možno, zato da seveda nekako pokrivamo budžete svojih organizacij in društev. Resnično se obračamo na njih. In ja, bi nam bilo, in tega ne skrivamo, v pomoč, če bi jim lahko kaj od tega skozi športne prireditve tudi vrnili. Verjamem, in tukaj pa se strinjam z vami, da bi verjetno tudi obisk športnih prireditev bil boljši, kot morda sedaj je. Verjamem, tega ne tajim. Ampak kot rečeno, če je to dovoljeno povsod in vsem, zakaj za božjo voljo zgolj in samo šport? Prepovejmo vse, prepovejmo povsod. S tem pa se strinjam. To pa, da nas športnike postavljate v položaj, kot sem ga omenil prej, to pa resnično težko razumem. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Metodu Ropretu. Sedaj pa ima besedo državna svetnica magistra Darja Kuzmanič-Korva. Hvala za besedo, predsedujoči. Izhajam iz sociale in bom imela seveda drugačen pogled na te stvari. Rada bi pa, pravzaprav sem se oglasila zaradi tega, da vam povem, včeraj sem bila na eni mednarodni konferenci oziroma delavnici, kjer smo obravnavali Istanbulsko konvencijo, ki obravnava žrtve nasilja, ženske žrtve nasilja. In smo se veliko pogovarjali tudi posredno o alkoholizmu, o čustvih, o vsem, kar vpliva pravzaprav na te zadeve. Tisto, kar me je presenetilo in kar smo izpostavili tudi o tem, da imamo pri nas, spreminjamo zakon in da na športnih prireditvah bo možno točiti alkohol, je bila zgroženost predstavnikov Evropske komisije, ki so povedali, da je tik pred sprejemom tudi sporazum med FIFO in Evropsko komisijo, kjer bodo te stvari uredili. Gre za neposredno točenje alkohola med prireditvam, kar pomeni, da je seveda problem tudi pri nas. Zdaj, ali zaostajamo ali prehitevamo, skratka, tudi FIFA se zaveda teh težav, ki nastajajo in pa seveda tudi posledic. Nikoli nismo trdili o tem, da vsi, ki gredo na prireditve ali pa gremo na športne prireditve, smo odvisni od alkohola in tam tudi pijemo, ampak dejstvo je, da je kar nekaj takih, ki pa jih čustveno to tekma in pritisk tako vznemiri, da seveda tudi popijajo kaj več. Jaz verjamem, da si je kulturne prireditve, bom rekla, tudi zabave gasilcev ali karkoli lahko udeležiti, tudi brez tega, da se popije velika mera alkohola. Zlasti pa mislim, da na prireditev, ko greš, tiste 3 ure pač lahko tudi brez alkohola zdržiš. Hvala lepa državni svetnici magistri Darji Kuzmanič-Korva. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Milan Lukić. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Sam sebe sprašujem, kakšna je razlika med mano v meni, ko grem v gledališče in v odmoru lahko pijem alkohol. Ko grem v kino, lahko pijem alkohol. Ko grem na neki koncert, nekaj tednov nazaj sem bil na koncertu Duo Celos, se je alkohol točil neomejeno. Če pridem na športno prireditev, pa sem nek drug človek, najbrž barbar, ker tam se mi pa to ne dovoli. Temu istemu človeku, ki na vseh drugih prireditvah lahko pije, na športnih pa ne. Jaz razumem, da to ni dovoljeno športniku. Ne razumem pa, zakaj naj ne bi bilo dovoljeno običajnemu obiskovalcu. Pa saj na športne prireditve ne hodijo sami barbari, sami lumpi, tako kot po cestah ne vozijo sami prekrškarji, ampak vozijo v glavnem normalni ljudje, pa tudi prekrškarji.
in podobno je na športnih prireditvah. Ali je kaj drugače, če v gostilni tik ob športnem objektu točijo alkohol in se ga tam pač tisti, ki rabijo svojo dozo, naužijejo za 2 uri športne prireditve in seveda temu primerno omogočijo zaslužek zgolj tistemu gostilničarju, ki se slučajno nahaja v športnem objektu, medtem ko na samem športnem objektu pa to, ali pa v okviru športnega prireditvenega prostora to ni možno. Kolegica Darja, ne razumem tega preprostega razlikovanja. V vseh ostalih primerih ja, na športnih prireditvah pa ne. To je zame preprosto nerazumevanje stanja in situacije. In če analize, s katerimi je predlagatelj zakona zelo konkretno podkrepil, da kjerkoli so omejitve, ni praktično nobenih pozitivnih efektov. Tam, kjer je samo kontrola, kjer je popolna liberalizacija, pa celo imaš več kot zgledne primere. Jaz žal tega predloga odložitvenega veta prvič ne razumem, drugič pa ga seveda nimam namena podpreti. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Miljanu Lukiću, sedaj pa ima besedo državni svetnik Franjo Golob. Hvala lepa, gospod predsednik, še enkrat lep pozdrav, spoštovani. Veste, zelo čudne stvari, ki smo jih z argumenti nekako želeli pridobiti že včeraj na eni komisiji in danes tukaj so tudi pri meni marsikaj razblinili. Tudi sam ne razumem, zaradi česa se ločimo po prireditvah, pa naj si bo to kulturna, zabavna, pa naj igrajo narodnjaki, naj bo rock skupina ali športna prireditev. Jaz izhajam predvsem iz stališča, da lahko marsikatera društva v skupnosti na tak način, seveda skozi gostinca ali tistega, ki ima registrirano dejavnost za točenje tudi alkoholnih pijač, si zagotovi prepotrebna sredstva za delovanje. Do zdaj temu ni bilo tako. Zdaj seveda rad bi povedal še nekaj, kar se pa ne omenja in seveda izpostavljati zdaj na račun nesreč, ki so posledica ljudi, ki prihajajo iz športnih prireditev, absolutno demantiram to sekretarkino izvajanje. Bolj je strah zbojajoče to, da je tudi vnos alkoholnih pijač skozi varnost na naše športne prireditve pa omogočen. To je zastrašujoče, sploh kar vidimo v naših državnih derbijah zadnje čase. Ne samo alkoholne pijače, ki so verjetno tudi posledica k temu, kakšni izgredi se tam dogajajo. Pirotehnična sredstva, nihče o njih nič ne govori. Glejte, polovico stadiona ti zažgejo, ogrožajo ogromno ljudi okrog sebe, ki so prišli z svojimi družinami, pa naj si bo to na družinskem sektoru, marsikateri dober stadion v Sloveniji ima poskrbljeno tudi za družinski sektor. In če pripelješ svojega otroka, vnuka, se v miru sedeš, potem pa vidiš, kaj gre skozi varnost in na kakšen način je sploh to prišlo v športne objekte. K sreči v zaprtih objektih, torej v teh dvoranah, ki so zaprte, tega še vsaj ni bilo opaziti. Zaradi tega sem pravzaprav pred veliko dilemo, ko se odločamo o tem, ali ta veto podpreti ali ne. Pa vendar je stališča, ki me je prepričalo danes z temi argumenti, ki ste jih podali, seveda ne na račun tega, da bi prišla dodatna obremenitev z pristojbinami, ki so bile napovedane in ki bi naj bile enormno velike. Že itak tisti, ki prihajamo iz manjših skupnosti, torej ne iz velikih centrov, iz velikih mest,
Imamo probleme z prostovoljstvom in z društvi, ki že sedaj s težkobo se prebijajo skozi prireditve in pravzaprav lokalnih skupnosti, ki so manjše, si ne znamo predstavljati tudi življenje brez dobrih društev, med njimi tudi športnimi društvi. In poleg vsega, kar morajo, birokracije, ki zahteva, davčne blagajne so bile pred kratkim uvedene, varovanje, SAZAS, IPF, vse to, ko to poplačaš, plus tega, da so to sami volonteri in prostovoljno delo, je edini zaslužek pravzaprav, ki ga imajo, je tisti del med nabavno in prodajno pijačo oziroma vse, kar se bo dogovorila s tistim, ki ima registrirano dejavnost za točenje tudi alkoholnih pijač. Gospa Darja, jaz se zelo strinjam, da ni primerno, da pijemo ali pije se alkohol. Pa vendarle potreba potem, pa ne rabimo biti zasvojeni. Še zdravnik kdaj priporoča kakšen deci. Pa ni potrebno glih, da ga izpijemo na športni prireditvi. Tisti, ki ima poželjo potem in to, kar je bilo rečeno in marsikdo izmed nas je bil tudi v kaki mednarodnem športni prireditvi do nedavnega. Vse velike prireditve, pa naj si bo to na dvoranah ali na stadionih, se pravzaprav in toči alkohol. Zakaj pa tukaj Slovenija mora biti malo drugačna? Radi se zgledujemo po dobrih in ne bo to še enkrat tisto, ki nekako je dodana vrednost društva. Meni je zelo žal, glede na to, da smo si zelo dobri prijatelji in če so argumenti za stvar, potem se tudi demokratično lahko lažje odločili. V tem primeru je moja odločitev jasna in glasna, da enostavno samo na račun tistih, ki se s težkačo prebijajo skozi delovanje in to so predvsem društva, moram žal, ta veto ne morem podpreti, kajti spodbuda k temu, da bojo lahko tudi nadalje delovala društva, me vodi k temu, da bom tudi po svoji vesti tako glasoval. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Franju Golobu. Želi še kdo razpravljati? Izvolite, besedo ima državni svetnik gospod Janko Požežnik. Hvala za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, kolegicam in kolegom in seveda tudi gostom. Ja, šport je v Sloveniji posebna kategorija, kajti Slovenci smo v športu zelo visoko v svetovnem merilu. Imamo določena zimska in letna tekmovanja, ko se naši tekmovalci vračajo z medaljami in če primerjamo število prebivalcev v posameznih državah, smo velikokrat v samem vrhu, celo med prvih 5 na svetu. In takrat smo vsi športniki na nek način. Včeraj je naš kolega, gospod Ropret, sprejemal čestitke za uspeh, vrhunski uspeh odbojkarske reprezentance. Tudi z mano marsikdaj kdo spregovori kakšno besedo, ko naši rokometni klubi in naša rokometna reprezentanca doživlja uspehe. Vendar ti uspehi niso adekvatni temu, kar Slovenija vlaga v šport. In tukaj, ko bi lahko pridobili nekaj malega, ne pričakujemo, da bo tu neka visoka sredstva, tukaj pa obrnemo hrbet temu športu. Ne bo tudi takih uspehov, ne bo več, če ne bomo vlagali tudi v ta šport. Kaj pomeni šport mladim, tistim najmanjšim in pa tistim, ki odraščajo? Ne samo, da jih torej spravi z ulic, navadi jih delovnih navad, organiziranosti. Moj prijatelj je imel sina, ki je treniral smučanje. Veste, da pri smučanju največje breme nosijo starši. Ta njegov fant ni bil poseben odličnjak, bil je povprečen učenec, med 3 in 4, vstajal ob 3 zjutraj, ko je hodil na tekmovanja. In ko je prenehal trenirati, bi vsi pričakovali, da bo zdaj naenkrat pa odličnjak. Ne. Začel je imeti težave v šoli, ker si ni znal več organizirati svojega dela. Se pravi, šport da nekaj ljudem, mladim ljudem. In tudi veliko bivših športnikov, ni nujno, da so vrhunski, naredi tudi kariero na drugih področjih. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo delovne navade, ker se znajo organizirati. Administrativne prepovedi nikoli ne prinesejo dobrega rezultata. V tujih državah,
kjer imajo nizko porabo alkohola, je nimajo zaradi administrativnih prepovedi, ampak zaradi preventivnih akcij, preventivnega delovanja. Tudi meni osebno je šport dal veliko, ne v materialnem smislu, ampak v tem, da sem videl svet, da sem bil na olimpijskih igrah kot aktivni udeleženec, da sem bil na 13 evropskih in svetovnih prvenstvih in konec koncev sem sodil v finale Lige prvakov v rokometu. In tam sem videl v Nemčiji, ki je razvita država športno in ekonomsko, da točijo v športni dvorani pivo. Pa se ne dogajajo nobeni ekscesi. V vogalu športne dvorane danes še vedno v vsaki teh dvoran je to možno. In Nemci pridejo na športni dogodek, po tekmi pa seveda spijejo pivo in pojejo klobaso. In kaj je tukaj narobe? Jaz ne razumem. Jaz mislim, da moramo v nadaljevanju tega zakona seveda začeti hitro pripravljati tudi še kakšen zakon, in sicer takšen, ki bo podjetjem in podjetnikom omogočal olajšavo pri donacijah in sponzorstvih. Kajti, ko smo to ukinili, smo zabili žebelj v krsto slovenskega športa, pa se tega ne zavedamo. In mislim, da je treba dejansko narediti še več, da bodo naši športni kolektivi konkurenčni, kajti danes težko sploh preživijo nekateri vrhunski klubi, tako v košarki, hokeju, rokometu in še kje, sploh niso več konkurenčni, pa so bili pred leti v samem evropskem in svetovnem vrhu. Zakaj niso konkurenčni? Zato, ker mladi igralci, ki jih tukaj vzgojimo, takoj, ko dosežejo nek nivo, gredo tam, kjer bodo več plačani. Pri nas jih pa žal ne moramo plačati. In če bomo tako mačehovsko gledali na šport, se tudi naši politiki ne bodo mogli več slikati z našimi uspešnimi športniki, ker takrat jih je pa veliko. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Janku Požežniku. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnica Ministrstva za zdravje podati dodatno obrazložitev? Ne. Ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev? Ne. Ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Izvolite, besedo ima državni svetnik Alojz Škovca. Hvala lepa za besedo. Spoštovana kolegica in kolegi, moram reči, da se danes počutim pa tukaj izjemno neprijetno. Danes sem tukaj manipulator, lažnivec, zavajalec in moji argumenti so smešni, neresni, neutemeljeni in neresnični. Hvala za te opaske, jih bom poskušal pa demantirati. Pa če gremo po vrsti, da se ni oponiranje tovrstni zakonski rešitvi pojavljalo že v času zakonodajnega procesa, seveda se je. Tisti, ki to trdi, laže. Se je. Kolegica mi pritrjuje in strokovna javnost je oponirala. In civilna združenja so oponirala. Sam prihajam iz srednje, ki ima ekonomske interese, utemeljitev veta današnja je na podlagi naših ekonomskih interesov, na podlagi pravice do svobodne konkurence tržnega gospodarstva in to pravico mi ne sme nihče vzeti. Da pa moji argumenti sovpadajo z argumenti civilne družbe, vsaj v delu, tudi tega ne morete zanikati. In civilne družbe ne morete izbrisati, bila je glasna, ne nazadnje ste tudi svetniki dobili mnenje civilne družbe. To, da sem tu označen, jaz in tisti, ki jih predstavljam sovražniki športa, je nekorektno. Nikjer v zahtevi za odložilni veto ne piše in ni izjavljeno, da smo nasprotniki financiranja športnih organizacij tudi na tak način. Nismo, ne oponiramo. Oponiramo pa ekskluzivi, ki jo dobivajo organizatorji vseh javnih prireditev. Temu pa oponiramo. Če je kdo danes tukaj zavajal, je to tisti, ki je rekel, saj gostincev se to ne tiče. Saj to se jih tiče samo v primeru, ko so oni organizatorji. Bejš. Glejte, bom prebral. Verjetno sem lažnivec,
ampak še večji je tisti, ki je to zapisal in danes trdi, da ni tako. Poglavitne rešitve zakona, 7. člen. Ekskluzivna pravica za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač se podeljuje zgolj organizatorjem javnih prireditev. Ne govori o športnim društvom, organizatorjem javnih prireditev. 12. člen A zakona pravi, da vsak organizator javne prireditve mora pridobiti dovoljenje. S tem se postavlja nova ekonomska kategorija. Nekdo, ki je nad zakonom, ki pridobi dovoljenje za to, da lahko nekoga pripusti ali ne pripusti k poslu. In temu je bil namenjen veto. Preberite ga. Preberite utemeljitev. Temu je bila namenjena širitvi omejevanja. Trdil sem tudi, da je potrebno pridobiti še eno dovoljenje, da je to administrativna ovira. Lažem, zavajam. Pa je jasno in tudi predlagatelj zakona je povedal, da kljub že obstoječemu dovoljenju za organizacijo javne prireditve je potrebno pridobiti še to dovoljenje. Genialno, dovoljenje velja 1 leto, zaračunava se pa pristojbino po številu udeležencev. Verjamem, da je veliko vidcev, ki bodo na začetku leta znali vedeti, koliko prireditev in s kolikšnim številom udeležencev jim bo uspelo organizirati. Genialno. Genialno. Govoril sem o megalomanskih višinah pristojbine. Laž, nisem. Rekel sem, da pristojbina ni omejena. In v zahtevi za odložilni veto je utemeljitev, da je pristojbina proizvoljna po želji in potrebah vsakokratnega ministra. In v zakonu točno to piše. Nikjer in nikakor v predlogu za odložilni veto ne nasprotujemo takšnemu načinu financiranja športnih organizacij, da bi lahko tudi športne organizacije pri svojih dogodkih počele tako kot vse druge organizacije. Laž. Ne nasprotujemo. Ne nasprotujemo. Nasprotujemo pa temu, da se pod pretvezo izenačevanja športnih organizacij uvaja pa monopol tistih, ki so organizatorji javnih prireditev. Ne samo športnih, ampak vseh. Temu pa nasprotujemo. To pa ne more biti. To pa v tržnem gospodarstvu ne more biti. In to v obrazložitvi zakona piše. In če hočete v obrazložitvi finančnih posledic, tudi zelo jasno piše, da je namen, da se denar iz žepa gostincev preseli v blagajne klubu. Mogoče je to prav. Ampak še enkrat, vse te gostinci so tudi davkoplačevalci. Mi ne moremo popravljati ene krivice tako, da počnemo drugo, da sprožimo drugo. Nekdo, ki si je kupil gostinski lokal v bližini športnega objekta, ga je dražje plačal, ker je v bližini športnega objekta. Od njega je odvisna njegova eksistenca. In namen tu eksplicitno piše, da se denar iz žepa gostincev, ki so v bližini športnih objektov, preseli v neke druge žepe, v žepe organizatorjev. Organizatorjev, a so to nujno športni klubi? Dajte se malo vprašati, kdo koga tu zavaja. Dajte se vprašati, kdo koga tu zavaja. Moj interes je popolnoma prozoren, jasen. Zagovarjam tiste, ki gospodarijo, plačujejo davke, so uradno registrirani, izpolnjujejo zakonske pogoje. Nič drugega nočemo kot nastop pod enakimi pogoji. In zadnje, kar hočemo, je vzpostavitev monopola nekih kvazi organizatorjev, ki potem lahko svoje badije pripuščajo ali ne pripuščajo k poslu na takšen način. Spoštovana kolegica in kolegi, navajanje argumenta, da je nekdo zasledil v javnosti avtorja, ki vse vprek pljuva po športnih klubih in po predlagatelju zakona, nekako insinuira, da spadam v to kategorijo in da smo predlagatelji iz te kategorije. Napad na športne klube se nam tudi pripisuje. Pa mi dajte povedati, kje sem jaz ali kdo izmed predlagateljev to počel. To je cenena krošnjarska politika.
nekomu očitati nekaj, kar on ni storil, implicitno, in ga postavljati v povezavo z nekom, ki je počel nekaj nemoralnega. Ne jaz, ne predlagatelji, nihče izmed nas, trdim, da nismo nič pisali po internetu grdega o komorkoli. Na vse zadnje je pa prav zadnja stvar na svetu, ki bi mene ali kogarkoli od predlagateljev zanimala, kaj bo spoštovani kdo ali kaj počel po koncu nekega ali nekega drugega mandata. To je pa čist stvar posameznika. In to voziti v koincidenco z zatiranjem konkurence, z ustvarjanjem prikritega monopola in vse skupaj zamegljevati z napadom na šport. Lepo vas prosim. Kar zadeva diskriminatorno ureditev, aktualno ureditev, res je, diskriminatorna je. Treba jo spremeniti. Ampak ne spremeniti z uvajanjem novega diskriminatorja, monopolista. Treba jo spremeniti tako, da se športna društva in klube izenači z vsemi ostalimi. Pika. Pa nič več. Samo to. In nič drugega. In to sledi iz predloga veta. Vse ostale insinuacije, vse osebne žaljivke, nivo debate, kjer se argumente, ki citirajo člene, navaja kot smešne. Lepo vas prosim, preberite mi v predlogu zakona, kje piše omejitev višine pristojbine. Dobili smo ustno razlago, ma dajte no. Kdo kaj da na njo? Kje piše, da velja samo za športne klube, če v 12. členu jasno piše, da velja za vse javne prireditve. Kdo tu zavaja? Prej sem govoril o načelnosti, bom malo nehal, kolegi, bom nehal, ne bom vam več imel časa. Ampak načelnost ni raztegljiv pojem. Ni. Je ali pa ni. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Alojzu Kovšci. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Seveda glede na to, da, prosim, obrazložitev glasu? Ja, izvolite. Besedo ima dr. Jan Vidgolob. Pozdravljeni kolegi, kolegica, gost, gospod Jani. Poglejte, da obrazložim svoj glas. Namreč včeraj, ko sem pristopil k podpisu predloga o tem vetu, se mi je tema zazdela, da bo kar živahna. In dejansko je razburkala duha in zagotovila, da se ob enem konfliktu rojeva nova kvaliteta. Imenitno je bilo prisluhniti torej predstavnikom, ki so zagovarjali proti vetu, njihove športne aktivnosti, to je bilo pravo bogatstvo neke dejavnosti in ravno zato je kvalitetno, da smo mi o tem naredili razpravo, da smo obogatili duha tukaj. Prav tako je bila tudi argumentacija protagonistov veta pravilna in težko se je zdaj odločati okrog rešitve, čeprav bom jaz ostal tistemu, kar sem podpisal zvest. Vsekakor je pa nekaj, poglejte, razprava se je začela te, kje se lahko pije, kje pa ne. Tudi mogoče v državnem svetu bi mogoče kakšen šank prav prišel, da bi zbistrilo duha in bi se lažje odločali. V šolstvu, tu kot poznam ljudi, ki se zelo radi vozijo, pa ga prej rukne en špricer s haložanom ali pa še kaj močnejšega. Veš, je tukaj še vrsta dogodkov in seveda tudi šport. Gledaš me, profesor Pejovnik, zdaj spomnil, kako izgleda v Planici dogajanje pol po sicer imenitnem športnem nastopu, ampak en par jih je pa prav padel, pa ne skakalnice, ampak po tleh, ker ga zmanjka od vseh tistih pijač, ki je tukaj. Ampak kar je tudi za gospoda Möderndorferja prav, mi velikrat beležimo njegov nastop na televiziji, ki mi je prv raztegnen po vseh temah in dost temeljito nastopa. Tudi tokrat je doživel eno bogatstvo duha v državnem svetu, ki kraljuje na vrsti področji. Tako da je malo obogatena celotna situacija, tako z argumentiranjem športnikov, kot je kolega Požešnik, da ne govorimo o kolegu Ropretu,
pa Lukiću, pa nastopuje še Franjo za športnike iz Koroškega in tudi še kje druge. Vsi imajo svoj prav, ampak neki prav imajo pa tudi tisti, ki jih je predstavila gospa Darja in kolega Kovca, pa tudi jaz si v tem mislim, da je tukaj zelo težko se zelo odločiti, ne da bi imel za eno stvar prav ali narobe. Tako da hvala gospod Möderndorfer, da ste prišli s svojimi predlogi tako visok, da ste dosegli pravzaprav misli državnih svetnikov. Jih boste uporabili še v nadaljnih argumentacijah. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku dr. Janvitu Golobu. Želi še kdo obrazložiti glas? Če ne, potem bi jaz želel sam obrazložiti glas zaradi tega, ker sem drugače, veste, da ne govorim na sejah državnega sveta, pa vendar je glede na to, da sem predstavnik za šport ali kulturo in šport, moram podati tudi svoje mnenje. Mislim, da je v tem odložilnem vetu odgovor na to, za kar bom glasoval, kjer piše: zadovoljenje v skladu z zakonom zaprosi organizator javne prireditve ali na podlagi pogodbe z organizatorjem, druga pravna oseba ali samostojni podjetnik, posameznik, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, kolikor se organizator za to ni registriran. To pomeni, da imajo po mojem presoji vsi možnost imeti tega dogodka oziroma točenja gostinskih bi rekel, uslug, s tem, da mislim, da je tudi prav, da ima to športno društvo, ne samo gostinci. Zato seveda sam ne bom podprl tega veta. Torej, če sedaj prihajamo na glasovanje, torej, najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 22 državnih svetnikov, za je glasovalo 8 in 11 proti. Ugotavljam, da predlagano zahtevo državni svet ni sprejel z 8 glasovi za in 11 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se zahvaljujem gospodu Janiju Möderndorferju, poslancu državnega zbora, dr. Ani Medved in pa Špeli Štravc iz Ministrstva za zdravje. Zaključujem 29. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam zahvaljujem za sodelovanje in razpravo. Seja je bila zaključena ob 16:05. Dragi državna svetnica in državni svetniki, vas pa vabim seveda v četrtek in petek na Združenje evropskih senatov na Brdo pri Kranju. Lep pozdrav.